Hvala lepa za povabilo. V svoji predstavitvi bom naslovila 4 vprašanja. Doseganje nacionalnih ciljev, s tem smo v glavnem vsi večinoma že seznanjeni, tako da bomo to bolj na hitro obdelali. Potem bom tudi na kratko, glede na to, da je bilo že večkrat predstavljene projekcije emisij toplogrednih plinov, izpostavljam bom pa nekatere ocene učinkov, ki jih še nismo toliko izpostavljali, kar se veže na današnjo temo. Potem, kako z obstoječimi projekcijami dosegamo cilje predlagane v paketu pripravljeni na -55 in pa ključne dileme oziroma kako do dodatnih ukrepov. Zdaj, ta prosojnica predstavlja, za koliko so se zmanjšale emisije toplogrednih plinov, in sicer imamo 3 krivulje. Srednja krivulja predstavlja zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih plinov v Sloveniji, ki so se v obdobju od leta 2005 zmanjšale za 16%. Spodnja črta predstavlja sektorje, ki so v okviru Evropske sheme za trgovanje emisijami, to so predvsem pretežni del industrije in pa oskrbe z energijo. Te emisije so se zmanjšale za -25%. Tako imenovani sektorji ESD, to so sektorji, ki so zunaj trgovanja z emisijami. V teh sektorjih so se emisije zmanjšale za 7,4%. Te sektorji ESD so, v to je vključeno stavbe, promet, kmetijstvo, odpadki in manjši del industrije in oskrbe z energijo. Za te sektorje ima Slovenija nacionalne cilje, medtem ko za sektorje ETS nacionalnih ciljev nima. Pa okvirno še razmerje, sektorji ETS predstavljajo 36 vseh emisij v letu 2019, ki je zadnje statistično leto, za katero imamo podatke o emisijah. Kako dosegamo nacionalni cilj? Kot rečeno, v nacionalni cilj se uvrščajo samo emisije, ki so zunaj trgovanja z emisijami. Slovenija zastavljen nacionalni cilj dosega. Saj je bil ta cilj postavljen, da Slovenija celo sme povišati emisije toplogrednih plinov, jih je pa v tem obdobju, kot je bilo prej prikazano, znižala za 7,4%. Vendar pa se moramo vsi zavedati, da so bili cilji za leto 2020 postavljeni neambiciozno. Takrat še ni bilo tako žgoče vprašanje zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. In pa seveda na poti v podnebno nevtralnost je potrebno te emisije čim bolj znižati čim prej. Zavedati se moramo tudi, da doseganje ciljev v letu 2020 absolutno še ne pomeni dolgoročnega obvladovanja teh emisij. Zdaj čisto okvirno, ponavadi prikazujemo potek emisij za sektorje ne ETS, samo tukaj sem pa prikazala vse emisije, vse sektorje skupaj. Kot vidimo, je največ emisij iz sektorja promet. V tem sektorju so se tudi emisije, edini sektor, v katerem so se emisije v obdobju 2005-2019 povečale, in to predstavlja eden izmed najbolj žgočih problemov obvladovanja emisij v Sloveniji. Vendar pa nikakor ne smemo zanemariti ostalih sektorjev, ki so seveda imajo tudi vsak svoje izzive, ker tudi če mogoče pri samem cilju toplogrednih plinov ni tako izpostavljen, pa pri drugih 2 ciljih so pa lahko drugi sektorji posebej pomembni, kot je recimo industrija.
je pomembno pri cilju za energetsko učinkovitost in kot vidimo, emisije iz industrije so se sicer zmanjšale, še več so se zmanjšale in to po količini so se zmanjšale emisije iz široke rabe, prav so po deležu te emisije pravzaprav relativno majhne. Oskrba z energijo je tudi zmanjšala emisije, ampak je pa tudi štartala iz visokega izhodišča. Zdaj mogoče še omenim, Slovenija bo izpolnila tudi cilj na področju energetske učinkovitosti, izpolnila bi ga tudi, če bi se trendi nadaljevali približno brez kakšnih večjih motenj, ob situaciji zaradi COVID-19 so pa seveda še bolj drastično, ki je drastično vplival na rabo energije, bo ta cilj še toliko bolj dosežen. Na področju pri deležu obnovljivih virov energije pa ima Slovenija težavo, in sicer je še vedno zelo oddaljena od cilja. V obdobju od 2005 do 2019 ni prehodila niti pol poti do zastavljenega cilja. Katere so kritične točke izvajanja podnebne politike? Jaz bi izpostavila pravzaprav eno, ki je skupni imenovalec vseh kritičnih točk, to je pomembno podnebno upravljanje. In na prvo mesto bi dala, kar že ves čas ponavljamo, je pa kadrovska podhranjenost ključnih služb. Če naštejemo, katere vse naloge imajo 4 osebe na MOP, ki so odgovorne za izvajanje podnebne politike, bo slika zelo jasna. To je od prilagajanja, blaženje, koordinacija oziroma integracija v 7 sektorskih politik, ETS, ne ETS, cel podnebni sklad, spremljanje, načrtovanje, horizontalni ukrepi. Mislim, to me res čudi, da to vprašanje ni ne bolj izpostavljeno, ne bolj rešeno. Povezano s tem oziroma je tudi organiziranost za izvajanje. Pri pripravi teh strateških dokumentov nosilci pa cilji za posamezne resorje niso precizno določeni. Potem imamo nekako neoptimalno načrtovanje financiranja, saj ne podpira izvajanja teh zastavljenih ciljev in ukrepov. Potem imamo težave pri izvajanju določenih ukrepov finančne narave, nekoliko smo se tudi že naveličali ponavljati, da okolju škodljive subvencije potrebno ukiniti. Ta priporočila se ponavljajo zdaj že, ne vem, 20 let, tako rekoč, ali pa 15, no, da ne pretiravam. Se pa kažejo tudi določene težave pri izvajanju ukrepov finančne narave, tudi recimo pri prenovi stavb v državni lasti, kjer je težava z financiranjem lastne deležbe in še več. Zelo kvalitetna poročila na to temo so bila pripravljena v okviru lanskega podnebnega ogledala. Potem je seveda povezano z organiziranostjo za izvajanje, samo problem je nekoliko globlje, izvajanje več sektorskih ukrepov in pa seveda pravna ureditev podnebnega upravljanja, ki pa nekako povezuje vse to. Seveda bi lahko naštevali potem še posameznih sklopih, kjer imamo težave, ampak to je bilo predstavljeno tudi v okviru najnovejšega podnebnega ogledala in pa seveda tudi nevladne organizacije, mogoče celo lepše povedo o posamičnih težavah. Druga vsebina današnje predstavitve so projekcije emisij toplogrednih plinov in ocena njihovih učinkov. Glede na to, da so bile te projekcije res že večkrat predstavljene in si mislim, žal ne vidim občinstva, ampak si mislim, da je večina od vas te rezultate že pozna, bi samo na kratko poudarila, projekcije so bile pripravljene v okviru projekta LIFE podnebna pot. V tem projektu
smo pripravljali strokovne podlage za dolgoročno podnebno strategijo, nacionalni energetsko-podnebni načrt in pa tudi za dolgoročno potem so bile uporabljene tudi za dolgoročno strategijo prenove stavb in pa program varstva zraka. V okviru samega projekta smo vrsto predpostavk in v vseh fazah priprave te analize smo izvedli tudi vrsto posvetovalnih delavnic. Analizirali smo več sklopov, več scenarijev. Scenarij z obstoječimi ukrepi, se pravi, če se izvajajo na primerljivi ravni sedanji, potem se da scenarije z dodatnimi ukrepi, ki pa niso bili dovolj ambiciozni, in pa z dodatnimi ambicioznimi ukrepi, ki privedajo v podnebno nevtralnost. Scenarij z dodatnimi ukrepi smo naredili dve varianti, ena je z jedrsko energijo, ena je pa s ogljično nevtralnim sinteznim plinom. Oba scenarija pripeljata do podnebne nevtralnosti. Vse scenarije smo primerjali po vrsti kriterijev, in sicer vodilni kriteriji so seveda emisije toplogrednih plinov, izračunavali smo vpliv na emisijo onesnaževala zraka, na makroekonomske in družbene kriterije in pa na sektorske kriterije, kot je različni indikatorji zanesljivosti energetiki, mobilnosti, prehranska varnost, na primer v kmetijstvu in podobno. Modelirali smo pač precej podrobno, to je bilo tudi večkrat predstavljeno in so tudi posnetki na spletni strani projekta, če si kdo želi uporabljati. Rezultat analize je prinesel naslednje. Kot omenjeno, dva scenarija pripeljeta do zmanjšanja, do neto ničelnih emisij, če upoštevamo še kompenzacijo teh preostalih emisij z ponori. Podrobneje po sektorjih gredo emisije tako praktično, oskrba z energijo, industrija, promet in pa ostali sektorji, to so stavbe in pa del kmetijske mehanizacije. V teh sektorjih se zmanjšajo emisije praktično na nič. Zgoraj omenjena industrija se nanaša na rabo goriv v industriji. Ostanejo pa še emisije industrijskih procesov in pa kmetijstva. Te emisije so neposredno vezane na samo aktivnost govedorejo in pa nekaterih industrijskih procesov, kot je proizvodnja cementa. Nekaj emisij še ostane pri odpadkih, tu pa mislim, da je predvsem iz razloga, ker imajo te dolgo življenjsko dobo. Torej, če je danes največji vir emisij promet in transformacije, in sicer kar 63% vseh emisij, je pričakovati, da bo do leta 2050 največji vir emisij kmetijstvo in industrijski procesi, kar bo potrebno kompenzirati z ponori oziroma zajemom. Zdaj pa še prikazujem emisije v tistih sektorjih, ki so predmet nacionalnih ciljev za države članice EU. Kot rečeno, so to promet, stavbe oziroma ostali sektorji, kmetijstvo, odpadki in pa del transformacije oziroma skrbe z energijo in del industrije. V tem segmentu pa so glavni vir emisij promet in kmetijstvo in podobno ostane tudi še v letu 2030, medtem ko v letu 2050 pa ostane prevladujoči vir kmetijstvo. Kot rečeno, smo ocenjevali vrsto učinkov na sektorske in makroekonomske kriterije, večkrat so bili predstavljeni učinki na onesnaževala zraka.
na BDP recimo, na zanesljivost oskrbe. Tukaj bi pa predvsem predstavljal rezultat, ki ga je izračunal projektni partner Inštitut za ekonomska raziskovanja, vpliv scenarijev na dohodek gospodinjstev v kvintilnih razredih. Pri tem smo ugotovili naslednje, da bo prvi kvintilni razred, zlasti če bodo ukrepi manj ambiciozni, čutil posledice in se bo njihov prihodek zmanjšal glede na scenarij z obstoječimi ukrepi. Podobne negativne posledice nekoliko kasneje bodo pa čutili preostali kvintilni razredi. Medtem ko je v ambicioznem scenariju to breme predvsem na prvem kvintilnem razredu, ostali imajo boljši položaj, kot bi ga imeli v scenariju z obstoječimi ukrepi. In zaključek je seveda ta prvi kvintilni razred že danes pesti energetska revščina, zato je potrebno predvsem za ta razred sprejeti ustrezne ukrepe, ki bodo omogočali, da se okrepi energetska učinkovitost in v teh sektorjih, da so zmožni izvajati ukrepe energetske učinkovitosti, zato da bodo računi za energijo nižji in pa po drugi strani tudi, da se druge ukrepe splošne socialne politike za te razrede uvede. Drug zanimiv rezultat, to so ga pa zunanji izvajalci iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete izračunali, pa je ocena, da 40% gospodinjstev nima finančnih zmožnosti, da bi najeli bančni kredit za energetsko prenovo stavb. Kar pomeni, če ne bo ta distribucija oziroma če se bodo neenakosti med različnimi skupinami večale, bo to imelo tudi vpliv na izvajanje podnebne politike. Seveda je pa, to je zdaj mogoče malo grdo rečeno, ampak tudi z okoljskega stališča je to zelo pomembna zadeva, je pa seveda tudi še najprej to pomembna zadeva iz vidika družbene pravičnosti. Potem naslednji sklop, ne vem, upam, da nisem veliko predolga, kako se kažejo te projekcije glede na Fit for 55 paket oziroma glede na pripravljanje na 55. Zdaj, kot vemo, danes ima Evropska unija sprejet cilj -40, politična odločitev je že sprejeta za cilj -55. Zdaj pa, kako se bodo ti cilji odrazili na ciljih držav članic. Najprej gre seveda za razdelitev, kako bo Evropska unija razdelila ta cilj med sektor ETS, ki je za vseh 27 članic skupen, in med ne-ETS. In drugo je potem, kako se bo to razporedilo med države članice. Zdaj, v predlogu je pač zaostritev za Slovenijo in je pač na tej prosojnici je narisano nova trajektorija, predlog ESR iz julija 2021 in kaže, da je naša projekcija skladna z predlaganim ciljem. Bolj natančno imate tudi pač izračunane kumulative, nekaj razlik je po obdobjih, ampak ta cilj je že na podlagi sedanjih projekcij
izvedljiv. Potrebno je pa povedati, da je cilj, ki je opredeljen v NEPN, višji od projekcije. Ja, kaj pomeni širitev ETS na promet in stavbe, ne, ja, to mogoče preskočim. Zdaj pa ključne dileme, ne, glede doseganja potem cilja. Kot prvo bi želela podčrtati, da je mogoče minus cilj, ki je zastavljen sedaj za Slovenijo v letu 2030 po predlogu ESD direktive morda dosegljiv, oziroma je dosegljiv tudi z obstoječimi projekcijami, vendar je, če primerjamo teh minus 27 ali 26 z minus 55, je relativno nizek, kar pomeni, da bo imela Slovenija še zelo veliko dela potem od leta 2030 do 2050. Tako da je nekako smiselno, da si Slovenija zastavi oziroma poišče rezerve za dodatne ukrepe tudi še in si zastavi vsaj lastne cilje za leto 2030 bolj ambiciozno. In katere so ključne dileme pri tem, da bi si Slovenija lahko bolj za ambiciozne cilje zastavila, se moramo najprej vprašati, kako poteka izvajanje že zastavljenih ciljev in ukrepov, ali kje že zaostajamo. Tu se vrnemo nazaj na te ključne vrzeli v podnebni politiki, ki sem jih prej omenjala. Zaostajamo, ne, tudi če posamične ukrepe gledamo, nekateri so imeli letnico 21, pa se ne izvajajo, tudi recimo, ne vem, inštaliranje sončnih elektrarn zaostaja in drugi ukrepi zaostajajo. Druga zadeva, o kateri bi bilo dobro se vprašati na glas, je, kako je finančno načrtovanje skladno z nacionalnim energetsko-podnebnim načrtom. Potem, če smo konstruktivni, koliko je še možnosti za okrepitev izvajanja NEPN z EU sredstvi, ali so še kakšne možnosti, da bi se skozi načrt za okrevanje in odpornost povečala sredstva pri posamičnih razpisih, koliko je še prostora pri večletnem finančnem okvirju. Tukaj velja izpostaviti nekatere države, kot je recimo Španija, ki poudarjajo, da so v okviru načrta za okrevanje in odpornost povečale ambicije glede na svoje NEPN, se pravi, da so dodale financiranje glede na to, kar je bilo predvideno v NEPN-ih. Nenazadnje je tudi črpanje sredstev sklada za podnebne spremembe bi lahko bolje podpiralo izvajanje NEPN. Potem pa druga dilema je pa, kdo je odgovoren za proces oblikovanja dodatnih spodbujevalnih ukrepov in mehanizmov. Tu vidimo, da se na tem področju še ni začelo dogajati. Pričakovati bi bilo neko vključujočo razpravo z vsemi deležniki, ker vemo, da je pravzaprav priprava ukrepov ena izmed večjih vrzeli in taka vključujoča razprava seveda tudi stimulira samo pripravo dodatnih ukrepov pri občinah, pri drugih akterjih. Pa imamo dovolj tehnične pomoči za pripravo ukrepov, a je dovoljšna predvidljivost razpisov in tako naprej, a so kapacitete ministrstev za to, da bi pravzaprav tak proces peljali, sploh ustrezne, ne. Seveda bodo potrebne tudi dodatne analize učinkov. Ključno je pa potem seveda priprava spodbujevalnih mehanizmov, odstranjevanja ovir, potem za izvedbo teh ukrepov, ki je pa tudi z tem kadrovskimi vrzelmi na ministrstvih zelo zahtevna naloga.
To bi bilo zaenkrat z moje strani, to bi bilo z moje strani. Še mogoče ja bi omenila, da te rezultate, ki se nanašajo na nov cilj -55, so povzeti po rezultatih kolege Česna, tako da sva nekako soavtorja te predstavitve. Hvala lepa za pozornost.